Pozdravljeni! Danes bomo pa govorili o nogah. Se vam kdaj zgodi, da vas krt zagrabi v mišico, ali pa da imate boleče, pekoče podplate, ali pa da se slabo počutite, pa da vam kar gomazi noter po mišicah? Kaj vam v bistvu telo sporoča? Ali pa katera čakra vam ne deluje dobro? No, najprej vam odgovorim na čakre. Če imate težave z mišicami in da vas bolijo noge, prvo stvar, tehnično nahranite telo, se pravi fizično ga je treba nahraniti, potem se pa ukvarjajte naprej s čakrami. Čakra je tukaj povezane, noge so povezane s korensko čakro, pa s spolno čakro, ampak zdaj bomo mi dejansko govorili o tem, kako nahraniti celice od znotraj in predvsem, ko imate pekoče podplate, ko vas bolijo noge, gomazijo, mogoče gomazenje po nogah, rokah, in mogoče greste k zdravniku in dobite diagnozo sindrom nemirnih rok in nog. Kaj vam v osnovi telo sporoča? Glejte, manjka vam ključnih vitaminov in predvsem pomanjkanje B vitaminov. Zdaj pa poslušajte to. Manjka vam vitamin B1. Glejte, to je iz knjige, ko imajo hormoni žur, na strani 292 imate najprej težave, pa potem na 312 imate pa pomanjkanje B vitamina, ko imajo hormoni žur. No in zdaj, če mi gledamo, če vam manjka vitamina B1, B1 vitamin, pa magnezij imata dejansko skoraj enake znake pomanjkanja. No in kaj vam sporoča telo? Se pravi, hitro sivenje, potem izpadanje las, to je vedno pomanjkanje B vitamina, slabo celjenje ran, nizek prag bolečine, potem mišični krči, gomazenje v rokah in nogah, špikanje pri srcu, nespečnost, glavoboli, zmanjšana zmogljivost, občutek utrujenosti ali pa megle v glavi, slabša koncentracija, pozabljivost, potrtost, zastajanje vode v telesu, namreč, če vam odteka limfa, da ste cele zabuhle, vam manjka B1 vitamina, slabša prebava, povišana vrednost holesterola. V glavnem, in vitamin B1 vpliva na rast, na sluznice v telesu, potem na zdravljenje herpesa, deluje na duševno razpoloženje, na občutek energije. Kje ga dobimo? V hrani vas verjetno zanima, pomislite, meni to manjka, kje dobim to s hrano? Ovseni kosmiči, pivski kvas, pšenični kalčki, grah, rumenjak, arašidi, mleko, skoraj vsa zelenjava, skoraj vsi oreščki. No, ampak druga zadeva pa je, da včasih pa mogoče jemo zelo zdravo hrano, pa ga telo vseeno ne vsrka. Kje je problem? Lahko imate pomanjkanje želodčne kisline in se hrana ne zmore razgraditi na manjše delce. Pa pomislite, ne, saj jaz imam zdravila za želodčno kislino. Mogoče je pa tukaj problem, da vam ta zdravila tako močno znižajo vrednost kisline v želodcu, da potem imate premalo kisline in enostavno ne morete hrane razgraditi na manjše delce in dejansko ostajate celično lačni. In če ste celično lačni, imate gomazenje v nogah in predvsem, glejte, magnezij in vitamin B1, pa potem naprej vitamin B6, so vžigalce v celici, pa C vitamin. In brez tega enostavno vi ste kronično utrujeni, hodite okrog kot zombiji, pa v osnovi vam mogoče manjka samo B vitaminov. Kaj vam predlagam s hrano? Dajmo najprej to pogledati. Prvo stvar, začnite jesti ribe, pa ne konzerve, ampak recimo file lososa. Če boste kupili recimo lososa iz Severnega morja, boste videli, sigurno se boste dobro počutili. Druga, vemo, da dobimo brancina v naših trgovinah, ki je iz okolice Dugega otoka. Tam je gojišče, čiste vode so in brez skrbi ne boste zaužili preveč težkih kovin. Problem so v bistvu konzerve. Če vi dnevno uživate konzerve, kot je tunina, vi dejansko zaužijete prevelike količine težkih kovin,
Težke kovine pa potem zaustavijo sistem razstrupljanja v našem telesu in potem se vam podre cel sistem vašega telesa. Zdaj pa, če vas bolijo sklepi, da imate recimo težave s teniškim komolcem, pa da je še vnetje zraven, v tem primeru dajte začeti dodajati omega-3. No in zdaj, če vi pomislite, jaz že jem zdravo hrano, katere vitamine bi mogla vzeti? No, jaz vam lahko predlagam to, kar lahko dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.si. A veste, kaj si vzemite? Vzemite si Formulo 4 ali pa Pro-Vitality Plus. Boste videli, stanje vašega telesa bo čudežno, bo tako kot neka zalita roža. Res deluje. Naslednja zadeva, kaj vam še telo sporoča, ko vam recimo občutek tega gomazenja noter po vaših mišicah, pa hude bolečine v podplatih. V bistvu to dvoje sporoča na to, da na medcelični tekočini zastaja prevelika količina strupov in da vam manjka tudi kalcija. Kalcij je pa potreben za vezavo kislin, se spremenijo v soli in te soli potem polulamo. Spet se vprašamo, kje pa dobim kalcij? Vemo, da ga dobimo v mlečnih izdelkih, v skuti ogromno kalcija in vemo, da ogromno ljudi pač je skuto samo v nekih sladicah, recimo. Da dejansko zaužijejo premehno količino in jogurta, kefirja, da jim mleko ne naredi dobro, da posegajo samo po rastlinskih mlekih, ki na žalost nimajo kalcija noter in potem enostavno se nič ne zgodi. In ko recimo take ljudi pogosto vprašam, in kje dobiš ti kalcij, mlečne izdelke? Ja, jaz saj pijem kavo z mlekom. Kava izplavlja kalcij. Ja, večina ljudi tega ne ve. In tisti plunek mleka, ki je v kavi noter, verjemite mi, s tem mi ne dobimo 1000 miligramov kalcija na dan, kolikor ga bi naše telo potrebovalo. In potem seveda telo začne sporočati. No, zdaj, kaj vam priporočam? Če vidite, da ste podhranjeni v tem primeru, lahko pri meni vzamete Kal, Mah plus D3 vitamin, to je en izdelek. Lahko zraven pol C vitamin vzamete, jaz imam tamle vitamine zložene. Kaj bi jaz vzela? Kal, Mah, C vitamin bi vzela, omega-3 pa vzela bi Formulo 4. Zdaj pa, če mi bi bilo pa to predrago mesečno, bi pa vzela Pro-Vitality Plus, pa kalcij pa magnezij. To bi jaz naredila. V glavnem, dejstvo je, da naše telo je živ organizem in da potrebuje v vsakem trenutku pač hranilne snovi in če jih ne dobi s hrano, nam začne trkati, a ne? Hej, manjka mi nekaj, daj zbudi se, jaz se slabo počutim. In boste videli, ko boste začeli poslušati svoje telo, vaše telo vam bo vračalo res dobrim zdravjem. No, zdaj pa pojdimo majčkeno na čakre naprej. Se pravi, ko imate težave z nogami, katera čakra ne deluje dobro? To je korenska čakra. Korenska čakra z energijo napaja noge, tudi spolna čakra, in predvsem deluje na stanje mišic, krvi, hrbtenice, kosti, se pravi vsega tega fizičnega. In kdor ima pomanjkanje energije na korenski čakri, zdaj se pa vprašate, zakaj imam lahko pomanjkanje energije na korenski čakri? A veste zakaj? Če vas je strah življenja, če vas je strah glede preživetja, če vas je strah, da bo vojna, če vas je strah, da bojo vaši dragi umrli. To je vse povezano s preživetjem. In vemo, da prav strah glede smrti je strah številka 1. In tukaj noter, kogar je strah, ima pomanjkanje energije, dobre energije na korenski čakri in se mu vse to odraža na stanju krvi, mišic, mišice upadejo, začne uhajati voda, mišice se povesijo, se ne obnavljajo, tukaj upadejo mišice, mogoče se začne kriviti hrbtenica in potem rečete, ja, emšo, to je normalno. Halo, nič ni normalno.
Naše telo je narejeno, da bi vitalno živelo preko 100 let. Jaz zase vem, da sem nekje na polovici. In to pomeni, če sem nekje na polovici zdaj pri mojih 53 letih, to pomeni, da ja, realno sem na polovici. Nekateri mislijo, da ne, to je že starost. Ne, jaz bom stara šele, ko bom čez 90. Prej nimam časa za biti stara. Telo je živo. In ker je telo živo, pomeni, da potrebuje hranilne snovi, da ga nahraniš od znotraj. Ja, seveda potrebujemo tudi mir, pa spanje, pa vodo, pa meditacijo. Ampak, ker smo tukaj fizično na zemlji, potrebujemo pod prvo hranilne snovi, ki nas nahranijo. In zdaj pojmo majčkeno naprej. Kje dobimo B1 vitamin in predvsem vse B vitamine? In to so ne samo mlečni izdelki, ampak tudi meso. Jaz sama nam rekla, da sem mesojedec, ker ne uživam skoraj nič rdečega mesa, razen pršut. Pršut obožujem, mi je dober. Ampak ribe. Ribe bi res mogli večkrat jesti, ker ribe imajo poleg vseh teh B vitaminov, not pa dobrih maščob, tudi beljakovine. In beljakovine so pa gradniki novih celic. In kako veste, da vam manjka beljakovin? Če ste stari, zgubani in polulani. Vam sigurno manjka beljakovin in če vam koža kar dol visi, vam manjka beljakovin. Kje jih dobite? Ja, dajte si zvečer popeči recimo lososa, pa boste videli, kako se boste dobro počutili. No, lahko si naredite smuti, če vam ni do tega, da žvečite. Naredite smuti, vzamete Neolife Shake in boste videli, kako se boste dobro počutili. In hkrati, ko pa jeste zvečer beljakovine in zelenjavo, vaše telo začne proizvajati hormone, ki vas preoblikujejo in predvsem stopi se špeh, maščoba, tista mehka zadeva, ki kakorkoli. Vsi jo imamo, predvsem ženske, ni treba, da se je sramujete, ampak, če vam to gre na živce, jo stopite. In tukaj se pa začne ljubezen do sebe, ker tega nas ni nihče učil. In ljubezen do sebe je, da zvečer posegaš po zdravi hrani. Da zvečer, da ješ na 2,5 uri čez dan, zaradi tega, da se ti zvečer ne sproži tista nepopisna lakota, prav volčja lakota, ko požreš pol hladilnika in ne moreš nehati in potem sama sebe gajžlaš, kako si slab človek. A ne? Se pravi, treba prej misliti, na 2,5 uri telo potrebuje hrano, da se izognem temu, da zvečer lahko normalno posegam po zdravih obrokih, brez da bi imela občutek slabe vesti. No, zdaj pa kaj pa narediti, če zvečer jeste nekaj takega, kar vam zbuja slabo vest. Lahko jeste torto, brez problema, ampak zraven morate nekaj pojesti, kar ima glikemični indeks 0, se pravi beljakovine. No, to je primer recimo. Greste na neko praznovanje, zdaj vemo, pač te meseci so pikniki, pa še kaj se dogaja, pa razna praznovanja. Lahko jeste vse, ampak en obrok naj bi bil v roku 1 ure in potem naj bi bilo presledka med enim in drugim obrokom 2,5 uri. In naslednja zadeva, vedno pri vsakem obroku gledajte, da dobite beljakovine. Se pravi, če jeste torto, ki ima glikemični indeks okrog 70, morate prej zaužiti nekaj, kar ima beljakovine. Recimo, kakšen narezek, pa jeste samo sir, pa pršut, pa kakšno zelenjavo, pa brez slabe vesti jeste še torto. Pač kombinacije. No, to so znanja iz knjige Ko imajo hormoni žur, boste videli. Jaz se tega držim že leta in leta. Kdaj sem začela? Ta mala hčerka je zdaj stara 19 let, ko je bila stara 1 leto, sem se lotila hujšanja po porodu. In takrat sem uspešno shujšala s temi napitki Neolife Shake, pa s Provitalitim Plusom, v glavnem in to težo tam vzdržujem še vedno, že leta in leta.
Kar je pa pomembno, sem se takrat naučila prehranjevanja po načelu srednjega glikemičnega indeksa. In to pomeni, jem lahko vse, pomembno pa je, da imam v vsakem obroku beljakovine, pomembno je, da zvečer zaužijem omega-3 pa C-vitamin, da se mi gradi rastni hormon, pomembno je, da se pravi zvečer jem beljakovine pa zelenjavo in da imam redne obroke, predvsem, da imam redni zajtrk. Ja, pač načela zdrave prehrane, pa majčkeno zdrave kmečke pameti zraven. Deluje 100%. Poskusite še vi in boste videli, kako boste zadovoljni, ker, glejte, to je vse ljubezen do sebe. To vse delamo, ne zato, da ne bi zboleli kot strah pred boleznijo, ampak to delamo zaradi tega, ker pač želimo dolgo časa živeti. Jaz osebno, na polovici, se pravi okrog 100 let, vitalnega življenja, to je najbolj pomembno. Mene ne zanima bolezen, valjanje po bolnicah, nepokretnost in tako naprej. To me ne zanima. Ampak, okej, gre se za to, da sprejmemo, tudi tisti, ki ste nepokretni, je to dejansko izbrala vaša duša. Gre se pa za to, da če smo živi, lahko nekaj naredimo v svojem življenju. Tako da delajte drobne korake za sebe in boste videli, vse, kar naredite za sebe, vaše telo vam bo močno vračalo z obilico zdravja, dobrega počutja, predvsem boste pa to svoje dobro počutje izžarevali v svet in vsi okrog vas bodo imeli koristi od tega, ne več pa vi. Tako da, imejte se radi. A še gremo na kakšno sporočilo, prehodu na vodovo. Vem, da mnogi čakate do konca, da dobite še eno sporočilo. No, za vas, ki ste vztrajali do konca tega videa, da vidimo, kaj vam stvarstvo sporoča prav ta trenutek. Zmoreš vztrajati na začrtani poti. Angeli ti stojijo ob strani. Zaupaj in naj bo tvoj svet miren. Povezuj se z izvorom, molitev in meditacija. Se pravi, če imate težave s korensko čakro, zdravilno molitvijo dekodiranja počistite vse strahove, vzemite v roko knjigo, ko imajo čakre žur in boste videli, stanje vašega telesa se bo kaj hitro spremenilo. Uživajte, vse dobro vam želim in naj vam pomagajo pri vsem tem, kar delate, angeli in božji blagoslov.